Danes je z nami gospod Michel Obenga, rojen je v Gabonu, je slovenski državljan, študiral je v Ljubljani, še včasih, ko so bile te štipendije dosegljive, mislim, da je bilo to zelo peljano, in sicer agronomijo. Potem je pa ustanovil v Ljubljani inštitut za poučevanje francoskega jezika, ki ima zelo ljubko ime, AIOU. In je ena posebna šola, zelo domača, lepo atmosfero in mislim si, da odlično delajo. Ampak Michel Obenga danes ni tukaj zaradi šole, ampak zaradi tega lepega filma, ki ima tudi malo zveze z Gabonom. In ta film name, zdaj sem ga drugič gledala, je spet naredil zelo močen vtis. Pravzaprav zaradi tega, ker v tem filmu vsi ljudje, vsa ta skupnost ribiško-proletarska v Le Havru, vsi ravnajo, kot vsi v srcu vemo, da je treba ravnati. Ampak, ko gledamo ta film, ko smo ga pogledali, potem nimamo tistega občutka, kako smo tudi mi dobri, ker to razumemo, ampak se bolj sprašujemo, ali mi tudi sami znamo tako ponuditi roko, kot so ti ljudje temu dečku Idrisi. To je bil moj tak generalni vtis, ampak zdaj pa bi jaz rada, da Michel pove, kako je doživel ta film. Pozdravljeni. Gospa je vam že malo več stvari omeni, tako da mi je olajšala delo. Jaz bi k temu samo dodal par stvari. Me dovolj dobro slišite? Bi uvodoma najprej vam to majhno zgodbo. Ko me je naletela, bom rekel, čast, da se dobimo z vami in da se pogovarjamo. Meni so rekli, ko gledam dobro, vidim tudi, da je kar par pokojencov. Mene so več govorili, da bojo pokojenci. In sem se tako ful veselil. Super! Bom vendarle imel priložnost, da bom tudi kaj od njih črpal. Veste, jaz sem že izkušen drugih znanje. Jaz se smatram kot učenec v toku življenja in ne izbiram nobene priložnosti, ker imam možnost kaj vzeti od drugih, kar se tiče izkušenj. In zato sem tudi tu. Ampak sem pač o tem govorili par mesecev nazaj in sem rekel, koliko bo treba še čakati. In moram priznati, da je čas kar zelo hitro minil. Do včeraj, ko sem še mislil, ker jaz osebno sem šel, ko se je približal datum, sem šel enkrat preveriti, da vendar ne bi zamudil priložnosti. In sem pa bil tako pregledal 10. In zame je bilo jasno, da bo to ob 10. zvečer. In včeraj sem želel pripeljati cela jata mojih prijateljev in učencov. In mi pride včeraj popolne vedi reči, jaz se moram opravičiti za jutri, kako jutri. Ja, veš, tale sveča me je menda ob 10. Kako 10? Jaz sem pričakoval, da ob 10 zvečer. Tako da nimam kar res veliko, da bi tule lepo ženo čakali in da mene ni bilo. Toliko, da vidimo,
to, da slučaj ni iz tega sveta, toliko ste že prevolili dovolj poti, da do tega spoznanja ste tudi prišli. Voilà. To je te uvodne besede. Drugače sem Michel Venga, je že povedal, sem samo želel podariti to, da sem Afričan, sem črni Afričan, sem državljan Gabona, tako je povedal, sem tudi državljan Slovenije. Z eno besedo sem pač državljan sveta. Državljan sveta v smislu, ko nekdo reče, da sem diplomiran inženjer ali diplomiran, ne vem kaj, diplomiran, ko ste vse razrede naredili in tudi vse spite, zato da imate nekaj diploma. Jaz upam, da sem tudi par izpit. Ne ostane morda še poddiplomsko ali pa še doktorat v življenju, to upam, da bom tudi znal takrat narediti. Sem Afričan, črni Afričan, moderni Afričan, ki spada v današnjem obdobju, ki je, moram priznati, kompletno drugačen od tega, kar ste vi bili vajeni. Moram vam napovedati, da nova Afrika prihaja in imam ta čast tudi, da vam povem. In gospa je tudi povedala, da sem profesor. In še bi želel z vami deliti te izkušnje, ko sem enkrat, sem bil v razredu z svojimi, ko sem enkrat povedal, da na zemlji nič ni perfektnega. Perfekcija je, ko bomo šli na svet. Na kar en mlajši, predvsem mlajši, mi je rekel, gospod profesor, to, kar ste rekli, drži, ampak ne drži popolnoma. Jaz iz svojega mesta profesora rekel, kaj? In nekaj mi je rekel, ja, narava je perfektna. In sem rekel, to pa res drži. Narava je perfektna in narava nikoli se ne zmoti. Narava dela krasne stvari, vi, mi in ti, narava dela to, da človek se razvije, se bo še, ne bo nikoli do kolen, recimo, narava dosegel. Narava naredi take krasne stvari, da iz dve celice, skoraj z očmi ne vidim, iz tega rata, toliko ljudi, ki ste tu, različnih barv, različnih oblik, mrav, mislim, bi rekel, arc-en-ciel, Maurice, recimo, oblik in barv, voilà. Toliko, da spominjamo, kako je narava čudovita in je dovolj zaradi iz tega, kar sem povedal, razlog, da zaščitimo, da naredimo vse za to, da ostane. In ta narava, ki se ne zmoti, je naredila, se je odločila, da prvi človek se je pač videl dan v Afriki. Videl dan v Afriki in zato, ker toliko pametna je, da je izbrala področje, kjer so vse pogoje, najboljše pogoje za življenje. In iz tega kontinenta se je začela imigracija, kateri del ste tudi v filmu. Voilà. To so bile moje uvodne besede, zato bom tule ostavil in se bomo vam dam besedo. Dam besedo z vprašanjem, kaj je pretehtalo, zato da ste se toliko množično odločili, zato da greste ta film pogledati in s kakšnimi občutki ste ven iz tega filma prišli. Voilà. Ja, bi zelo rada, da bi kdo vprašal, oziroma Če ne pregovori. Vseeno bi bilo res, da bi še slišil kakšno mnenje. Drugače vas bom pa jaz vprašala,
to mi je prišlo na misel, medtem ko razmišljam. Jaz sem, mislim, opokojen, ker sem tu zaradi vas, in naredite ta prav ključ, morajo presoditi, da ste tu. Da ga izkoristimo, kako se da. No, jaz vas bom najprej vprašala, ker sem šla gledat Afriko slabo poznamo, ne? Sem šla malo pogledati o Gabonu, da kaj vem, pravzaprav odkud prihaja naš gost. In sem zvedela, da je Gabon po tem indeksu človeškega napredka, to je ta indeks, ki ga računa naš gost iz ene prvih, ravno iz filma Sneg na Kilimandžaro, Matjaž Hanžek, ne? Indeks človeškega napredka je Gabon na prvem mestu v Afriki in po bruto domačemu proizvodu na 3. mestu. Poleg tega je Gabon ima samo 1,5 milijona prebivalcev približno, in je 12-krat bolj večji od Slovenije. Skratka, kaj mislite, zakaj je režiser ravno iz Gabona, ali je toliko migracije oziroma toliko ljudi išče, ker oče tega Idrisa je bil profesor, skratka, bi si človek mislil, da v taki napredni državi imajo tam ti sloji, ki so že eno izobrazbo dobili tako velike možnosti. Na to vprašanje bi znal govoriti sam režiser, ampak res, to, kar ste povedali, drži. Bomo rekli, da Gabon je relativno zelo bogata država in kot takšno seveda privabi veliko ljudi iz kontinenta, kako tudi izven kontinenta. Imamo veliko več tujcev, kot jih je v Sloveniji. In dokler stvari bodo takšni, se bo Gabon kot država vedno soočala s tem problemom. In Idrisa, ta mali, nosi ime, ki ima bolj znak zahodnega Afrika. Gabon, Idrisa je bolj zahodni muslimanski. Gabon je predvsem katoliški, kristjanski. In to vrstne imen, original nima. Toliko če sem odgovoril, če so še dodatne vprašanje, bi z veseljem odgovoril. No, to je tako mimogrede vprašanje, se je to bolj simbolna figura, se iz marsikaterega drugega kraja področja. Se imamo v Sloveniji, se meni je žal, da danes sem želela, da bi prišel še Matevž Krivic k nam, ker se on... Zakaj ni prišel? Ker ni v tednu, ker je mislil, da je ob 10. No, ampak ker ni napovedan, se nismo nič upravičen, ampak on se ukvarja v Sloveniji s problemom imigracije, to se pravi ljudi, sans papier, brez papirjev. Sans papier? Ja. No in on tudi bi nam lahko vedel, kakšna je situacija v Sloveniji. No, pa to vse pravzaprav to ni tako pomembno za ta film. Kako ste ga vi doživeli, no, film? Film? Se mi zdi, da film je tudi takoj, ko sem sprejel povabilo in tudi odgovoril pozitivno na to povabilo, sem šel pogledati film, zato da vem, zakaj gre. Celotna zgodba začne spet v razredu, ko ena učenka mi reče, da je videla film in da govori o otroku, ki gre iz Gabona. In sem rekel, iz Gabona, to pa ni mogoče. Gabonci nismo mi znani, potem, da gremo v drugih državah, ker pač ne rabimo. In potem, to je tudi tisto, kar mi je tudi pripeljal do tega, da sem šel pogledati film. In res,
prihaja iz Gabona. Film je krasen zaradi več razlogov. Danes doživljamo, imamo neko svetovno gospodarsko krizo. In gledati takšen film v takšnem obdobju vam da kar en balon kisika, vam ulije upanje, vam zmanjšuje pesimizem, ker pridete ven iz filma z občutkom, da so še pravi ljudje na tem svetu. V tem je čar tega filma, ki deluje kot neko zdravilo, ki vam da upanje. Upanje v vseh stvari je pa zelo pomembno. In ko gledate zelo dobro film, film je tudi, ker ponavadi, kadar se govori o tem fenomenu, gledamo vedno katastrofe. Ena ladja se je potopila, je bilo toliko prebežnikov, ki so umrli, in tako, so toliko. Ja, drži, ker je realnost, ampak samo del realnosti. V teh zgodbah so tudi takih, ko smo. In jaz mi zdi tudi, da je prav jih pokazati. To mi spominja na obveščanje o tem, kaj se dogaja v Afriki. Jaz sem vam uvodoma povedal, da Afrika je zibelka vrat. In o tem nisem se jaz odločil, niste se vi, je ta perfektna narava odločila. To so dejstva. In to se pravi, da Afrika je kraj, ki ima najboljše pogoje za življenje na našem planetu. A to ni dovolj za to, da se stvari so takole. Ker to je sporočilo narava. Le pametni ljudje lahko to sporočilo razumejo. Želim vam povedati, da stvari ne pripadajo tistim, ki jih imajo. Stvari pripadajo tistim, ki znajo ceniti to, kar imajo. V Sloveniji imamo vse pogoje za to, da vsem je lahko lepo. A od tega ne morete izkoristiti. Dokler se ne zavedate, dokler ne razumete, dokler ne znate ustrezno razmerje postaviti s tem. In to je glavni del. Me razumete. Druga stvar, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da v tem mestu imate vse vrste ljudi, vse sloje družbe. Ampak nekdo, ki naredi čar, ki naredi magijo v to, je nekdo, ki nima skoraj nič, ki ni bogat in ki je pripravljen deliti to, kar ima, to se pravi skoraj nič, in narediti čar. In hvala Bogu, med nami so taki. V življenju, kar narava da pozitivnega, je treba deliti. To se pravi, da in ta je znal deliti. Kadar delimo, vedno je rezultat drugačen. Jaz sem tu zato, da vaši izkušnji delim z mojimi. Oziroma, ker sem malce mlajši, ne toliko mlajši, bom povedal, da imam vsaj, bom imel 53 let. Torej, nekaj imam, vendar le. V francoščini rečejo, on a toujours besoin des autres pour apprendre. Rabimo vedno druge, ker pač, kadar izmenjavamo, postanemo vsi bogati. Ta film je krasen, ampak jaz želim tudi, dajte mi, kje je mikrofon? Dajte mi, jaz sem tu, zato sem mi pa pogovarjala, da se povišla. Meni je tudi seveda bil film izjemno všeč in ravno to sporočilo, da moramo deliti
vse dobro z drugimi, ker dobro se tudi vrača, kot smo videli v filmu, v koncu. Marcel je delal vse dobro in potem, kaj se mu je zgodilo, da je žena ozdravela, da je češnja zacvetela. Vse dobro se vrača z dobrim. Bi pa rada povedala pa še eno stvar. Kot ste vi rekel, da pač človeštvo izhaja iz Afrike. Absolutno. To je ta prva stvar, ampak ne smemo pa pozabiti, da je pa star evropski svet pa izčrpal Afriko. In če se dogaja to, kar se zdaj dogaja že desetletja, ta imigracija oziroma emigracija iz Afrike, imigracija v Evropo, je tudi posledica te kolonialne dobe, pa naj bo to francoska, britanska ali nemška. In spet je tisto, kar bi rada poudarila, da bi Evropa se morala to spomniti in spet svoje blagostanje deliti s tistim svetom, ki ga je Evropa izčrpala. In to po moje tudi ne s takim, kako bi rekla, dejanjem usmiljanja par milijonov dati sem in tja, ampak res pomagati Afriki, da se dvigne na noge, da kako bi rekla, da lahko poskrbi sama zase. To je moje. Samo da reagiram, za tem, ko mikrofon potuje. Gospa, se totalno strinjam z vami. Stari slovenski pogovor pravi tudi, da v zvezi s tem, da to, kar daš čez okno, dobiš čez vrata. To nisem jaz pisal. Z drugimi besedami, dajte toliko, skozi vrata gre več stvari kot skozi okno. Veste, imam rad te pregovore, zato ker so pač šli skozi čas. Tako kot je Biblija, tako kot marsikatera vrednega je šlo skozi čas. In ko se soočamo s takimi stvarmi, potem je jasno, da pregovore prenašajo oziroma resnico. Ker edino, kadar je resnico, nekaj samo, ki drži, lahko preživi več čas. In se imamo veliko zapotiti. Druga stvar v zvezi z pregovori je v tem, da res človeštvo je šlo iz Afrike, se je potem razvil po celem svetu. Ravno v zvezi z pregovori vsi narodi, vse države imajo bolj ali manj enake. Ker pregovori so pač produkt soočanja z realnim življenjem. Iz tega, to je sad naše. Zato, ker smo se vsi, ne glede na to, kje smo se rodili in kje smo se rodili, smo se bolj ali manj soočali z istimi problemi in iz tega je prevodilo te. Kar se tiče odgovornosti, jaz kot Afričan, veste, mene ni treba, in jaz želim spadati med tistimi, ki, kot sem rekel, ki zna ceniti lastno kulturo in tudi postaviti ustrezni odnos s to kulturo. Ampak, ko gre za dogovor, jaz bi raje videl, da Evropejci ali pa zahodni svet bi se prej spomnil na vlogo Afrike v osvajanju Evrope. Tisk rad govori o tem, kakšna je vojna v Afriki in to, in pozabljajo, da na tem kontinentu sta se zgodili dve največji vojni, kar je lahko svet lahko doživeti. In marsikdo pozabi, da ko svobodi evropskega kontinenta je Afrika tudi svoj del. Senegal.
me razumete, voilà, le tirailleurs sénégalais, in so bili tako duhoviti, da so tirailleurs, če razumete, kaj pomeni tirailleurs, tirailleurs ni najboljši zdaj, kar lahko date človeku, ki pride, ki žrtuje, ki ne upleten, ki ne ve, in ki pride pomagati. Voilà. Če vi, vaši otroci in vse, boste razumeli in se spomnili naš skromni delež, slaven tega sveta bi bilo pa. Bi potem tudi pozabil vsega. Ampak tisto, kar je bistvo, zato sem tudi vam uvodoma povedal, kdo sem jaz. Jaz sem vam rekel marsikateri stvari, med drugim tudi poudarek na to, da sem modern Afričan. Modern Afričan je današnji Afričan, izobražen, brez kompleksa, ki zna se soočiti svojo zgodovino in ki je potegnil vse, kar se da iz tega potegniti, in ki je razumel, da razvoj Afrike ne zavisi, se lahko samo z Afričani. Voilà. To se je rabilo, to smo rabili, to so pač procese človeka, voilà. In ta čas je počel. In ko danes govorimo, je prav. A ni to, bom rekel, občudovanja vredno, da nekdo, ki stoji pred vami, ki ni rojen na tem delu sveta, sedi pred vami, debatira z vami, v jeziku, ko bi mi par let nazaj rekli, da se bo vam zgodilo to, bi posmehal. In to je tudi rezultat emigracij. In je prav, da ljudje, mi smo Slovenci tu, in zahvaljujoč emigraciji, Slovenci so šli po svetu. Jih je v Argentini in je prav, da je tako. Jih je v Nemčiji, jih je posod. In jutri ta nova generacija je. Ljudje vedno je veliko razlogov, zato da se nekdo odloči samostojno ali pa prisiljen pač življenje narediti tako, da človek nima izbire. Ampak omenjali smo krizo. Voilà. Ko greste od doma, greste kamorkoli želite, uživate, tem se zgodi, da eni pridejo nazaj. Zaradi krize doživljamo tudi, da smer, tok se tudi spremeni in se bo spremenilo in tudi je prav, da je takole. Gledati pred, osko življenje ni pametno. Vam ni treba podariti, ga pač smatram, da imate toliko več izkušenj kot jaz. Voilà. Tokove spreminjajo z leti, z obdobji in tako naprej, tako kot vreme, tako kot diktira življenje. Voilà. In danes že doživljamo iz Portugalske, iz Francije, iz Španije in še, da raj za njih je ravno tam gospodarsko grejo kot gospodarski emigrant. Kdo bi si mislil še 10 let nazaj? Noben. In to je čar življenja. Mi lahko skupaj živimo. Živimo bolj v globalnem svetu. Z drugimi besedami v svetu, ker sam izoliran ne moremo
obstajati, imeti rešitev, ker pač rešitve oziroma probleme terjajo globalne ločitev, terorizem in marsikatero. Sodelovanje je samo ena stvar in tudi. To, kar lahko vsi skupaj, ker vprašanje je, to je del pozitivne, recimo, emigracije. Kaj storiti? Kaj storiti za to, da zmanjšamo, to lahko tudi, to srečanje tudi, za druge probleme, kar gospa je dvignila, ki so tudi zelo pomembno, upam, da bomo imeli drugič še priložnost, da o tem se nekako bolj na filme. Če se lahko vrnem v filmu, moram reči, da je vsaka sekunda, vsak kader filma prečudovit in da sem v življenju videla malo filmov, ki bi mi se mi tako dopali in me tako prevzeli in se mi zdi, da sem po tem filmu vsaj zaprudnil kljub letom boljši človek. Ja, hvala, gospa, ker ste se hvala vrnili k filmu, mislim, da bi bilo dobro, ker jaz ta film še zmer pravzaprav vidim zgrajen kot neko pravljico, ne, ki jo pa sprejemamo kot, hvala Bogu, kot realnost. Bi pa rada tudi vas spomnila na to, ne, kako je ta film pravzaprav z minimalnimi sredstvi, kako noben kader ni odveč, kako nas na začetku, recimo, prvi kader vidimo tiste v drugem kadru že noge, čistilca za čevlje, potem pa noge ljudi, ki so vsi v supergah in ne potrebujejo seveda nobenega čistilca za čevlje. In tako, kako z malimi sredstvi takoj si sredi in tudi tisti obračun z nekim tajkunom ali ne, tisto streljanje, neka mafija, ne. Kako je to brez posnetkov, samo z zvokom vemo, kaj vse se zgodi. Pol ti fini namigi, naprimer to, da se ta naš glavni junak imenuje Marx, ne, on se piše Marx, ne, to ni naključno, ne, tako kot Monet, čisto naključno, ne. Potem Psiček, Lajka, ne, ker produkcijska hiša, ki je film delala, je pa Sputnik, ne. Tako, to so take fine reference in tiste češnje na koncu, ki se jih gospa tako lepo omenil. To je pa je poklon, tega jaz ne nikoli sama vedela, ampak cinefili, ki pišejo o teh članke in tako, skratka, to je pa poklon temu japonskemu režiserju, dokumentaristu Ozuju, in ki je pač že prebojno delal in tako, in je ta kader, no, skratka, ne bi bil poklon temu režiserju, ki je pa tudi s takimi minimalnimi sredstvi delal. Tako da ta Karisma, ki je en filmsko strašno načitan avtor, ne samo, da je on močna izrazna osebnost, ampak tudi zelo veliko ve o filmu. Ja, ampak ravno ta film dokaže ena gospa, bom gospe dal pred, izvolite. Ja, jaz sem Marija in bi rada povedala, v čem se je mene ta film najbolj dotaknil. V življenju tako dostikrat iščemo izgovore, zakaj ne delamo dobro. Nimamo izbire, nimamo možnosti, nimamo tega, nimamo onega. Ta film pa lepo pokaže, zlasti na tem inšpektorju, kako smo zmeraj postavljeni pred izbiro. Zmeraj lahko izbiramo, kaj bomo naredili, in zmeraj imamo možnost v tistih okoliščinah, kjer smo, pa tudi če smo najbolj omejeni, lahko delamo ali tako, ali tako. Samo to se, tako je se meni najbolj dotaknil. Se mi zdi, da ta ideja je, in to je lahko, ne glede na to, da so zdaj tukaj te pač bojgonci pa migracija, to je kjerkoli v življenju, tako, kadarkoli. Hvala. Sploh mislim, da bi morali o inšpektorju Monetu še kakšno besedo reči, ker je to en zanimiv... Jaz bi nazaj tudi še nekaj besed o Maxu, ker res, gospa, v življenju imamo vedno izbiro.
Mi se odločamo čez dan, mislim, ko se zbudimo, stvar je čisto odvisno od nas, kakšen dan bomo želeli. Tudi s kakšno novost bomo stopili na tla. To svobodo vedno imamo tudi svobodo, da se odločamo, da danes bom kar vesel. To narava nam je to svoboda in je fajn, da vedno. Ampak v zvezi z Marxom, ravno, o čem je? Ker Marx je velik otrok. Marx je velik otrok, je človek, ki je znal ohraniti in vzgajati otrok v sebi. Ko je videl, zakaj so otroci v nekaterih področjih boljši od nas, ker se ne sprašujejo, ne gledajo skozi, se ne postavljajo vprašanje, če se nima kakšna težavnost, s kakšno težavnostjo se bo on pogovarjal. Ne, on enostavno je začutil, da nekaj mora narediti, ni gledal na žep, ni gledal vse. In iz tega je pač celotna čarovnija, se je pač videl, da je celotno mesto, prijatelji, je znal, mislim, okrog, tudi v tistem filmu je znal, en par je znala se povotati, zato ker pač, voilà, ta je moč dobrote. In ne rabite imeti toliko, to so samo izgovore, ne rabite imeti toliko zato, da premaknete gorovje. In on jih je premaknil. Se ni spraševal, a bo šlo. In ni bil egoist, on je imel tudi, žena se je soročala z zdravljem, ko je bila v bolnici, ne, on je imel še zmeraj čas za to, da je te dve stvari izpeljal in hvala Bogu, da se je tudi tako končalo, kot se je. No, ampak Monet in Šlektor, ne, je pa tudi zelo zanimiva figura zaradi tega, ker on tudi tam nekje reče, ne, da včasih greš pravzaprav tistega, ki krši zakon zaščitu kot in to na koncu naredi in je tudi prav. Ja. Seveda, ampak prav namreč to človek je pred upokojitvijo, zgleda, da je njegova karijera, pa to, da bo še delal, in tako odvisno od tega, koliko se on angažiral in koliko uspešen v tem primeru. In on gre čez vse to, tako da mislim, ta gesta je neverjetna. Neverjetno. Jaz ne bom pozval tale prizor na koncu, ko stopi v ladjo, pridejo one druge in vidi, da je otrok in gledalec se sprašuje, kaj se bo zgodilo. In takrat tudi njemu se neka mero humanosti morda prvič v življenju tudi dotakne. Ja, jaz mislim, da je on že zelo zgodaj imel načrt, ker je v bistvu ves čas opozarjal, kakšna nevarnost pred tem tako, skratka, on je nekako imel ta načrt, da bo zaščitil tega otroka, tako da mislim, da je, bom rekla, ni samo tisti impuls takrat, ampak globlji premislek in to se mi zdi še toliko bolj vredno, ker dobro, zakone je treba spoštovati, ne? Ampak zakoni so lahko problematični. Ne? In tukaj se mi zdi ta vrednost, ne? Da je on skratka problematiziral zakon, ne? Ki pač omogoči to, da zdaj enega otroka preganjajo kot eno žival in skratka, to se mi zdi zelo veliko. Jaz bi sam pripomnila, jaz sem takrat opazila, ko je rekel, naj pobere tisto malico, ne, na stopnicah. Takrat se on že odločil.
Ker je videl, on je vedel že On je že takrat. takrat Ja, vedel. on se je on se je že takrat On je bil odločil. najboljši inšpektor v kraju. Tako, on je že vedel, da se je to dogajalo in on se je že takrat odločil o tem in pol obveščal, ne, tega Marca. A mislite, da tudi svetost otroka od nekaj svetega je tudi vplival na vse, kar na odvijanje? Bi rekla, da je dosti vplival, ampak po svoje, ne, nevidno, ne, nevidno. Po mojem je tudi nekaj, kar... To je vprašanje, če bo kdorkoli od teh tako ravnal, če bi bil to en odrasli. Ja, se zato govorimo o svetosti. On je čisto s srcem že dojel, ne, da je to otrok in da, ko je rekel, ne streljate, ne, na otroka. Vse to je že Ja, se prvi mu je tak. že v prvem trenutku zapravo rešil življenje. Tako, in pol naprej bil s tem otrokom čisto pozitivno. Tisti nori specialc bi najbolj ustrelil. Ja, čisto po zakonu, ne, po zakonu. In če pritisnem še naprej, ker se bi navezal na to, kar je gospa povedal. Če ta otrok, kljub svoje svetosti, ne bi bil primeren otrok, bi bil recimo dar otrok, ki seva negativne energijo, ki pa, a mislite, da se stvari, bi se tudi odvijali tako, kot so se? Tudi otrok je bil odgovoren, ne? Absolutno. Tudi otrok je moral vložiti v to svojo dobroto, ne? Absolutno. Na zemlji vi ne morete posaditi solate in žanjati mango, recimo. Če so se stvari stekli tako, kot so se, najbrž vedno na zemlji stvari prihajajo iz temelj. Ne poznam človeka, ki sebe nima rada in ki ga drugi toliko ljubijo. Noben kit ni Kristus. Ne? Tako. Ne poznam človeka, ki sebe ne spoštuje in ki drugi me razumete. Kada sebe spoštujete, sebe imate radi, potem imate res vzvode, zato da tudi druge znate stopiti do druge, da jih imate in vse te vrste energije se da tudi čutiti, me razumete. O tem, to je tisto, kar smo pač rekli, to, kar date čez okno, da vidite absolutno čez vrata. Kaj, vprašanje ravno v zvezi s tem, mislite, da je ta film vplival na vaše življenje in naprej, v katerem smislu in kako? Jaz vas to vprašam, ker ste pač starejši, ste nam model, ste tisti, ki morate razdeliti z vnuki, z družino. A mi lahko povete? Ja. Odvisno od temelju, kakšni temelji so. V kakšnem okolju je kdo živel. Ja. Kdo doživlja. Ampak nekdo je rekel, ja, res, ampak nekdo je rekel, da v življenju imamo še zmeraj svobodo, če se zavedamo. Te migracije, ali da so preveč, se mi zdi, mislim, jaz sem tako razmišljala, mogoče bo prišel čas, ko bojo ljudje lahko potovali svobodno, oziroma vse svobodno lahko potujemo, ampak da se bo lahko tudi nastavil tam, kjer mu bo všeč, a ne da ga neke administrativne ovire. Neki red mora biti. Red mora biti, seveda mora biti, jaz sem za to, da mora biti. Samo ne človek v osnovi, a ne kako če nekam rečemo, mogoče bi tam pošteno delal, si našel svoj dom in ga ustavlja. Ja, ampak je proces, v življenju na zemlji vse je proces. Če delamo, absolutno. Pa biti malo manj sebičen, kot smo, ne? Absolutno. Ker živimo, a veste, razvoj nas je tudi spremenil. Včasih živimo z napačnimi predstavijo o tem, kaj je življenje, kaj so razpravlja. Ampak to, mislim, morda je dobro, da povem, pa da sem tiho, ker sem starejša pa 20 let in sem imela kontakt ne samo z generacijo raznih študentov z vseh strani, ker takrat so biti naši štipendisti, vemo, kdo je bil najbolj zaslužen na tehniki v Ljubljani. Samo bi vam povedala to, lepo je živeti
v idealih. Ne bi vam hotel, ne vam, nobeno drugim uničiti to. Samo realnost danes je popolnoma drugačna. Ker da se ga bolj razvil, pa dajmo samo vaše sosede za Fir, Afriko naprej. Vi to vidite, veste, pomagati ne morete. To se pravi, brez kapitala ne gre. Če pa damete svoboda, svoboda je za mene, svoboda misli in svoboda zavesti. Torej, brez glave, pustimo zdaj čustven del naprej. To je vse povezano kompleks. Samo, kdo ima omogočil ta razvoj v tem delu Afrike, če se spomnimo samo od gospoda Mandele in še ostale. Ker danes, kar prihaja, smo vsi zelo veliki pesimisti, če hočemo realno povedati na glas resnico. Ker ta politika celega sveta, tudi Slovenije, dela ne to, kar ti govorite, ampak je kontra. Ne zato, ker je zvečer do polna 10 ura, pa zvečer 10. Hvala, razumite moj jezik in ne zamerite, lepo prosim. Če sem povedala prehitro, vam bo gospa razložila še počasi. O, gospa razumela. Tudi odgovorili, vse zato smo tu. Tako svoje mnenje, ne? Ja, seveda, me razumete, nismo tu zato, da se enoumsko vsi razmišljamo, mi smo tu zato, da si delimo. In deliti je tudi imeti svoje mnenje in imate prav. Vse, kar ste povedali in to, kar povemo, niso v konfliktu, me razumete, realno življenje, tudi ta je del realnega življenja, koliko razumem. Me razumete, torej nismo tu ne sanjamo. Ampak mi imamo svobodo, mi imamo zavest, mi imamo. Vi ste omenili Mandelo. Hvala. Mandela je, mi bi želeli, da v našem svetu, da bi bilo več takih. To je človek, ki je tudi lahko nam, vsem, vzor. Ki spada tudi v komplet tega, kar smo danes preko filma, in ki je tudi realen. Mandela je človek, ki je več kot 25 let bil maltretiran v lastni zemlji od ljudi, ki so prišli ravno za emigracijo, to je tudi del. Torej, to, kar vi poveste, ni v nasprotju s tem, kar o tem govorimo. In ta primer, jaz sem to kar zagrabil, ker pač je zanimivo. In ki pokaže, kaj človek je sposoben dobrega ali slabega narediti. Mi smo tu zato, da vidimo dobro. Mi smo tu zato, da to ljudje pokažemo, kaj mi kot ljudje lahko dosežemo, res to želimo. Če tudi so te druge krulte realnosti, o katerem govorite. Je človek, ki je 25 let in ko je prišel ven iz tega del države, v kateri je bil, torej črnci, črni prebivalci, so želeli se maščevati, ker so bili oni takrat močnejši. In prvi refleks, živalski refleks človeka je to, da vrne to, kar so drugi in naredili. In ta človek je stopil vmes in je rekel, to ni Južna Afrika, kar sem želel, o katerem sem sanjal, tudi takrat, ko sem. To je človek, ki ni imel zavist, ki je znal samo reči, ki je znal spraviti ljudje skupaj, ki je peljal stvari tako, da danes smo lahko vsi sposobni, ponosni na njega. Sprav je izpeljal tako, da niti enega črnca, niti enega belca ni imel kaj oporekati, ker je on sam bil pravnik in je izpeljal stvari tako, kot je. Ampak realnost je tudi to in upam. Jaz sem vam povedal, da sem tudi slovenski državljan. V Sloveniji govorimo o eni narod. In je dovolj, jaz padam med tistim, ki se bori vsak dan
zato da v tej državi in je pogoj za to, da tudi spravi, da se učimo poslušati druge. Jaz sem vas poslušal. Ne razumete. V tem problem v tej državi je to, da kada drugi odpri usta, pa drugi zapre, ker pač noče slišati. Ampak tudi od drugih se lahko kaj učimo in to je namen tega. Sprava je čisto normalno, vsak človek se lahko zmoti v življenju. Tudi vsak narod, vsak človek lahko premakne stvari in ta je nauk ta film. Zato, da smo oboroženi in znamo skupaj, vedno skupaj premakniti stvari. Jaz sem vam povedal, da v življenju, da sem modern Afričan. Zato, ker pač sem sprejel to, da vse, kar smo prej delali, ni bilo prav. In da smo morali svoj del odgovornosti tudi vzeti. In razumeti, pa veste, koliko časa je treba. In da Afrika se lahko samo, tako kot Slovenija se lahko samo z Slovenci, nami, ne pa z drugim. V francoščini rečeno, on je mieux servi que par soi-même. In gospa z veseljem. Jaz želim spet nazaj na film. Pustite nam, da sanjamo tudi. To potrebujemo. Nihče nam ne more... Lahko pridemo drugič in naprej nadaljujemo. Jaz bom z veseljem. Pa bom dal mojo vizitko in se bomo lahko naprej pogovarjali. Kadar je orožje otrok, tam najbolj nežna duša. Takrat ne samo ženske. Tisti, ko razmišljamo, je spravim z glavom in z srcem. Je zelo močno. Samo zgledati, kot vi pravite, osko, kot pravijo. Veste, to so bogovi, ljudje na zemlji. Se razumemo? Ja, ampak ljudje lahko spremenijo. Ja, samo gospod Mandela je bil za tisti čas čudovit. Je še zmeraj. Ostal še vedno zgodovina še in še. In ne verjamem, da je samo on. Mi imamo ta primer, da se tudi mi spremenimo. Imamo vedno to svobodo. Za koliko da spremeniti? Malo naprej, pa koliko nazaj? Pa štop, pa kva, pa koliko žrtev? To pa ni odgovor. Hvala. Jaz bi rada rekla, mogoče samo svojem imenu, ampak skoraj da verjamem, da je to film, ki izrazito stremi, spodbuja k dobremu. In upam si, da nas je veliko takih, ki gremo, bomo šli domov, pogledu te pravljice, kar gotovo v resnici je pravljica, z željo, da bi lahko čim prej nekaj dobrega naredili, če tudi malenkost. In mislim, da je tam namen filma dosežen in da je res prav, da ga vidi čim več ljudi, še posebej ne pa lepo, če se imamo priliko pogovarjati o njem tako lepo filmu kot tokrat. Samo to bi še rada rekla, zdi se mi, da Monet kot zelo pozitiven lik je zelo dobro izbran zaradi tega, ker bi drugače mogoče izgledalo, da so dobri samo reveži. On je pa iz drugega sloja, pa vseeno se vidi, da je sposoben biti dober. In je čudovito zaigral to diplomacijo. Kot človek, kot umetnik, a moški znajo tudi, kaj bo nam, kaj danes. Ne govorijo. So tak ti. To pa bodo rekli, da ženski govorijo preveč. To se pa bunijo. Ja. Gospa je zdaj kako lepo mislijo, sklenila. Se mi zdi, mislim, da bi lahko s to mislijo vsi odšli z tega pogovora. A ste razumeli, da je bil čudovit? Smo razumeli. A ste vi tudi razumeli, da je svet čudovit? Res ne vem iz tega prostora, če kakšen moški ne
če ste me že porinili tole, bi rekel, ja, film je pravljica, realnost je pa precej drugačna, veliko bolj kruta in mislim, da smo z globalizacijo dobili več škode kot koristi. Hvala. Pa bom imel, ravno zato, ker proskam, a veste, jaz sem vam povedal, da nisem rojen Slovenec. Pregovor, če mi boste vi znali dokazati, pa smatram, da ste več videli v življenju, ne razumete? V te državi rečejo, kdor sanja največ tudi v življenju naredi. Sanje so potrebne, nisem jaz jih izumil. Sanje so zato, da premaknemo stvari. In ne želim vam dopustiti, da mladim to sporočilo, kot ste vi povedali. Ne, vi morate ulivati zaupanje in jim dati možnost, da popravijo to, kar vi niste, kar ste vi svoje opravili. In pravi toliko, koliko ste bili sposobni. Ne razumete, ok? Dajte, tako kot vi ste trener. Trener naredi vedno, trenira zato, da svoj učenec naredi več kot on. In mi imamo pravico, da mi otrokom ulijamo več upanja in jim rečemo, da smo zraven, stojimo na vas, naredite in premaknite ste. To je tudi realnost. Hvala. Čez 14 dni se vidimo čisto drugačen film bomo gledali. Zdaj gremo pa domov in bomo poskusili vsakično dobro delo narediti. Velja. In gospa, tudi še zgleda, da nadaljujemo.